Je lepe zelene rumene barve, kot grič in sonce se blešči. Včasih je vozil s konico pačane, danes pa si dihuje od dolgih poti. Letos obletnico ima, zato zapajmo mu hura! Hura, hura, hura! Pa to je vlak! Ko zjutraj se zbudim in si zajtrk naredim, konice se odpravim, da vlak pozdravim. V križišču skozi konice stoji ta junak. To je edinstven konjiški vlak. Zopihal je pod Konjiško goro in samo puščal gosto meglo. Mimo njega capljamo šola jaz, on pa pozdravlja me na ves glas. Čeprav dan danes na mestu stoji in nikamor več še drvi, je včasih peljal iz Poljčan v Zreče, popoln koš veselja in sreče in isto ob cesti kot kup nesreče. Gledam ga vsaki dan, ko grem proti šoli je ves zaspan in tako hodim naprej in naprej, ko zapuha konjičan in reče: "Saj enkrat me poglej." Jaz sem preminuli parni vlak, legenda prava in junak. Pred 125 leti bil sem zelo priljubljen in v tirnice zaljubljen. Kot vsak dedek sem se tudi jaz upokojil, podobe pa nekdaj nisem spremenil. Le obleko novo so pred leti mi nadeli, otroci pa pozdrav, so mi pesmico zapeli. Blago sonce, megla, dež, veter ali sneg, peljeva povsod, tudi v najbolj strm breg. Pa te jeklene barikade postavijo na tir, rušiva pred seboj vse, saj za naju ni ovir. Prišel bom jaz, prišla boš ti, punca moja, naj te ne skrbi, lahko vozila bova še cele dneve noči, zato združiva moči. Kot lokomotiva, proti cilju skupaj hitiva, levo, desno, dol in gor, skozi črn predor. Lokomotiva, vse dokler ne zmanjka goriva, ven in noter sem in tja, še malo pa bova pa prišla. In majhne vasi, vijuga črn bil, bele ptice v letu, držijo se pred njim, zato ker mi pa s polno paro pritiskava na gas, podirava rekorde, vse prehitela bova čas. Prišel bom jaz, prišla boš ti, punca moja, naj te ne skrbi, lahko vozila bova še cele dneve noči, zato združiva moči. Kot lokomotiva, proti cilju skupaj hitiva, levo, desno, dol in gor, skozi črn predor. Lokomotiva, vse dokler ne zmanjka goriva, ven in noter sem in tja, še malo pa bova oba prišla. Prihajava počasi na prvi peron, tam priključi nama se še eden vagon, pa še drugi in pa tretji, kmalu nas je 100, kaj če mašino razneslo bo. Piščalka zapiska, para se dviguje, železniška postaja cela zraven poskakuje. Črno-blank rumen sonce zakriva, v njem se skriva Danes vlak pred šolo Črnosti stoji in vsak dan pozdravlja vse vrste ljudi. Otroke čaka, da pouk se jim konča, da v svojih se vagonih z njimi poigra. Še en velik aplavz za naše najmlajše iz osnovne šole ob Dravini. Hvala
hvala učencem prvih in 6. razredov, torej pod mentorskim vodstvom Valentine Volavšek in Romane Pokorn. Krasen glasbeno-plesni, deklamacijski nastop učencev je bil tole. Hvala vam. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gostje, spoštovana župana Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice in magister Boris Podvršnik, župan občine Zreče, Anton Galun iz sestrske proge v Štajncu, Mihael Bučar, vodja muzeja Južne železnice Šentjur, v čisto pravi železniški uniformi iz tistih časov. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli na mestu nekdanje glavne postaje železniške proge med Poljčanami in Slovenskimi Konjicami. Železniška proga je bila predana prometu prav na današnji dan, pred 125 leti, 20. decembra 1892. Zgradili so jo v 6 mesecih. Prva vožnja je bila slavnostnega pomena. Potekala je z lokomotivo Gonobic. Udeležili so se takratni pomembni politiki in gospodarstveniki. Prišli so celo cesarjev namestnik, minister za trgovino in deželni glavar Hugo Windischgrätz, ki je po končani vožnji pomembnejše goste povabil na zakusko v konjiško graščino Trebnik. Ljudje so takrat bili tako navdušeni, da so okrasili hiše in ponosno zrli v začetek potniškega in tovorniškega prometa. Znameniti lokalni vlak, ki so ga na kratko imenovali kar Konjičan, je sopihal iz Poljčan do Spodnjih Laž, pod viaduktom železnice Dunaj-Trst do Zbelovega. Nato je šel preko Dravinske doline do Loč, preko Senožeta, Draže vasi, Prežigala do Konjic. Proga ni prinesla le povezave z vasmi, ampak celo telefonsko napeljavo ob progi. Do Zreč so jo podaljšali 30 let kasneje. Glavna postaja je bila tukaj, v Slovenskih Konjicah, kjer je bila tudi uprava. In prav na tem mestu, ob 125. obletnici začetka delovanja železniške proge med Poljčanami in Slovenskimi Konjicami, prosim za besedo Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, dragi mladi prijatelji, v naši sredi pozdravljam tudi direktorja Železniškega muzeja iz Ljubljane, gospoda Bogiča. Nekdo bi mogoče rekel, zakaj takšen cirkus zganjamo tukaj v parku pri zdravstvenem domu v Slovenskih Konjicah, pa vendar se je potrebno zavedati pomena tega dogodka pred 125 leti na nekoliko drugačen način in se ozreti v realno stanje takratnega časa. V tistem času cest v pomenu današnjega pojma, kaj je to cesta, praktično ni bilo. In če dobro pogledate v tej knjigi Železniška proga Poljčane Konjice Zreče, še po ukinitvi tega vlaka je avtobus sredi ceste obtičal v blatu. Kaj šele pred 125 leti, in to je tisti pomemben mejnik za to, da se je sploh začel razvoj industrije v teh krajih. Jaz osebno ga štejem kot tisti kamen, odhod naprej lahko štejemo za začetek industrijske dobe v naših krajih, v celotni Dravinski dolini, ne samo tukaj v Konjicah. Drugi razlog, da smo tole obeležje postavili, je pa ravno zato, ker sem se velikokrat kje pogovarjal in naenkrat ugotovim, da veliko ljudi, in če dalje več bo takšnih, ne pozna železniške postaje tukaj v Konjicah. Mimogrede, lahko si jo greste pogledati, praktično kopijo dvojnik v Štajncu stoji, tam, kjer služi kot muzejski vlak in muzejski objekt, tudi delavnica, vse je enako, kot je bilo tukaj na tem mestu, še barve enake. Tako da, ja, ta vlak moramo postaviti, oziroma to obeležje postaviti zaradi tega, da bo mlajša generacija se zavedala, kaj je ta vlak pomenil za naše kraje in da bo tudi vedela, kje je ta postaja v končni fazi bila.
Iskrena hvala vsem tistim, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da danes se lahko ozremo na tele tirnice skupaj z švelarji in pa s to fotografijo, ki za moje pojme odlično prikazuje, kako je tale prostor izgledal pred 65 leti. In kot sem dejal, tisti, ki ne spoštuje dosežkov svojih prednikov, pred njim je dokaj žalostna prihodnost. In jaz sem prepričan, da si v teh krajih znamo oceniti, kaj so naši predniki ustvarili in na teh temeljih graditi boljšo bodočnost, tako da bo življenje v teh krajih čedalje lažje. Hvala tudi vam, gospod župan. Čas je zlato, pravijo. No, da so si ljudje želeli nekaj, kar bi povezovalo ljudi z Gornje Dravinjske doline, ne samo z bližnjo okolico, ampak tudi s progo Maribor-Ljubljana, ki je predstavljala povezavo s svetom. Seveda hitro in tudi varno. In vse to je ponujala takrat železnica. Ljudje so se v tistem času ukvarjali s sekundarnim gospodarstvom, kot so gozdarstvo, premogovništvo, kamnoseštvo, apnarstvo in ostala kmetijska dejavnost. Začeli so se razvijati tudi prvi koraki industrije. Zaradi tega je bila potrebna povezava tovornega in potniškega prometa do večjih centrov v okolici ter izven meja. In na naše veliko veselje je danes z nami gospod Anton Galun, ki dela na sestrski progi v Štancu, odkoder je že pred 125 leti bila železniška povezava, tudi iz našega mesta smo lahko prišli takrat v Štanc. Torej, gospod Galun, izvolite, predajam vam besedo. Naj povzamem slovenskega gospodarja, ki je že 22. decembra 1892 zapisal: Nova železnica od Poličan do Konic se je odprla v ponedeljek z večjo slovesnostjo, kakor smo se nadejali. K slovesnosti je prišel iz Dunaja minister za trgovino, markij Pakem, iz Gradca pa cesarski namestnik, baron Kübek in deželni glavar Wurmbrand. Pri knezu Windisch-Grätz v Konicah je bilo k koncu slovesno kosilo. Lokalna skotirnica bosanske tirne širine 76 cm, sprva dolga 15 km, ter kasneje podaljšana do Radane vasi naprej do Zreč, je v kraju ob Dravinji prinesla velikanski tehnološki napredek. Po samo 6 mesecih gradnje, 29. decembra 1892, je po njej stekel redni promet. Pregovorno počasni, majhni parni vlak, ki so ga ljudje kmalu ljubkovalno poimenovali Koničan, je na prelomu med 19. in 20. stoletjem Konice povezal s slavno južno železnico naprej v širni svet. Vse skozi nerentabilna proga, za katero so v zboru dežele Štajerske v letih po otvoritvi zaskrbljeno ugotavljali, da je, žali Bože, zopet prinesla zdatnega deficita. In za njo po dolgem in počez zbirali goldinarje in krone je vseeno preživela 2 svetovni vojni ter obilo drugih težav. Zaradi zastarelosti ter hkratnega razvoja cestnega prometa pa je po slabih 70 letih obratovanja 15. aprila 1962 prišel njen konec. V tem obdobju so enako usodo doživljale številne proge, predvsem oskotirne. Toda nekatere so vseeno s spletom okoliščin ter obilo spretnosti in modrosti odgovornih preživele. Ena izmed njih je sestrska proga Koniške železnice, oskotirnica Steinz-Preding-Wieselsdorf na avstrijskem Štajerskem. Prometu je bila predana 26. novembra 1892, dobre 3 tedne pred Koniško progo in brez prekinitve obratuje še danes. Znameniti vlak, ki so mu bolni in tolažbe potrebni ljudje, ki so z njim v 20 letih prejšnjega stoletja potovali k znanemu zdravilcu na vzdevek Flašercuk, potem mogoče kasneje v sproščeni družbi, danes prevaža turiste. Redni potniški promet je ugasnil na začetku 50-ih, tovorni pa na začetku 80 let prejšnjega stoletja. Toda že leta 1971 je po progi potovala prva skupina turistov. Danes jih letno prepeljemo skoraj 25 000. Prihajajo od blizu in daleč, stari in mladi prihajajo podoživljati davno minule čase. Proga svojo končno postajo v Štajncu, ki je identično enaka tisti, ki je nekoč stala točno na tem mestu, kurilnico in voznim parkom, je pravi, živi tehnični muzej, ki nudi vrhunsko doživetje in očara prav vsakega gosta. Z veliko znanja, zagnanosti, spretnosti in iznajdljivosti se trudimo ohranjati tehnično dediščino. In kar je najpomembneje, obe progi, kljub temu, da Koniške že dolgo ni več, še danes združujete ljudi iz avstrijske in slovenske Štajerske. Če želite doživeti Koničana, se zapeljete z nami. In Koničan, spomin nanj je še kako živ. Dan spominjata čudovito restaurirani vlakovni garnituri,
objekti ter številni drugi eksponati, fotografije, zapisi in zgodbe, pa tudi razne prigode in anekdote, ki še vedno krožijo med ljudmi. Toda srčno upam, da bo v teh prelepih krajih nekoč spet odmeval zvok piščalke, parne lokomotive, ki bo z majhnim vlakom prevažala vesele in navdušene potnike. Zatorej, živijo Konjičani! Hvala gospodu Galunu. Jaz bi dodala še tole. O gostoti prometa v tistem času, pred 125 leti, ne moremo govoriti. Pred Prvo svetovno vojno je bil vozni red le 3 pare vlakov dnevno. Bili so kot mešani vlaki, ki so skupaj prevažali tovor in potnike. Potniki, ki so na vlak vstopili v Poljčanah, so do Slovenskih Konjic, kot zanimivost to povem, potrebovali 58 minut. Nazaj so prišli hitreje, za vožnjo so potrebovali 3 minute manj. Po drugi svetovni vojni je začel promet na železniški progi usihati, zaradi nerentabilnosti je bila železnica Poljčane-Zreče leta 1962 ukinjena, progo pa so razdrli. Sledi železniške proge so danes vidne le še redko kje, a spomin na tiste čase ne bo izumrl. Tudi po zaslugi spominske plošče, ki bo ljudi opominjala, da je tu nekoč vodila železniška proga in da se je na tem mestu nahajala stavba železniške postaje v Slovenskih Konjicah. Naj bo spominska plošča lep spomin na pretekle, drugačne čase, preprostejše čase, ko je po naših krajih sopihal še vlak. Hvala vam za vaš obisk in srečno. Se vidimo na Trebniku.